Kaj je trenutno aktualnega na področju višješolskega strokovnega izobraževanja, nam bo zdaj na kratko predstavil magister Gregor Mohorčič, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Ne, mislim, da kar štima. Hvala za besedo. Sem mislil, da smo po ministrstvu, ampak smo enkrat pred ministrstvom, kar je tudi v redu. Tako da lep pozdrav skupaj še enkrat vsem, lep pozdrav. Jaz bom na kratko predstavil tole, kar se dogaja na področju modernizacije višjega strokovnega izobraževanja. Verjamem, da mnogo direktorjev, ravnateljev sodeluje z nami, pa bo nekatere stvari bolj jasne ali pa bojo na hitrico sam preletene. Nekateri tudi predavatelji sodelujejo z nami, pa imajo tudi te informacije, tako da na nek način prenova poteka in bojo tudi te informacije zdaj v teh 15 minutah na hitrico nakazane. V bistvu bi rad pa poudaril, da nekje drugje začel. Tisti, ki ste uspeli biti tudi na konferenci o modernizaciji poklicnega strokovnega izobraževanja, se to že slišalo v malo daljšem uvodu. Ampak na nek način smo danes tudi zjutraj strani kolega Aleksandra slišali, da je ena Helsinška deklaracija bila sprejeta na področju poklicnega strokovnega izobraževanja. Mi na CPI smo hoteli to razširiti pa pogledati še vse ostale dokumente, ki nekako naslavljajo to celo vertikalo poklicnega strokovnega izobraževanja, ki se ne konča s srednjim šolstvom, ampak se nadaljuje tudi v višjem šolstvu in hkrati naslavlja tudi dobršen del trga dela in kaj se tam dogaja in kako se vrti. In tukaj so nanizani dokumenti, ki smo jih malo pregledali strani delovanja in kakšen vpliv imajo na poklicno in strokovno izobraževanje, ne glede na kateri nivo. In poskušali pogledati, na kaj vsi ti dokumenti targetirajo, kaj so neka skupna področja delovanja, za katere pa smo mi potem odgovorni. Tako mi kot strokovna inštitucija, kot vsi vi na nek način, ali pa ministrstvo, ti posamezni nivoji, in to je tisto, kar nam je dalo potem izhodišča ne za to, da rečemo, evo, smo na pravi poti, ampak hkrati je tudi zavedanje, kaj bo treba še v prihodnje naslavljati in nasloviti. Evo, in to so iz vseh tistih dokumentov smo pogledali, kaj so skupna področja vseh teh strategij, kaj naslavljajo, kaj dajo poudarke in kam moramo stvari usmeriti. Seveda, kar je bilo že večkrat omenjeno, znanje, spretnosti, zeleni, digitalni prehod, kompetenčno zasnovani programi in integracija v programe je ključnega. Nočemo več gola znanja, ampak hočemo kompetence, za katere se bojo naši dijaki, študentje obrnili, vedeli, da bojo kompetentni, dovolj usposobljeni za potem izhod na trg dela. Kar že večkrat danes slišano, fleksibilnost, sprav učnega sistema, priznavanja vseh oblik in načinov, od modularizacije, odprtega kurikula, mikrodokazil, ki so bila danes že omenjena malo prej, neformalno pridobljenih znanj, na ta način, kako in na kakšen način vplesti to tudi v redni del. Verjamem, da zdaj mogoče mogo korak nazaj, s to skupno strategijo vseh teh dokumentov marsikdaj tudi se zatrese to redno šolstvo, če lahko tako rečem, ali pa se ga postavljalo na take temelje, kjer bi ključno kakšni strateški dokumenti mogli se spremeniti za samo delovanje ali pa za samo delovanje šole, ampak jaz mislim, da nas čas tudi to sili, da bo treba tudi te temeljne razmisleke v prihodnje narediti. Močen poudarek bo na učiteljih, mentorjih, ne samo to, da so pomanjkani, da čutimo pomanjkanje na vseh nivojih, ampak da imajo tudi ti, da so ozaveščeni, da dobijo nove kompetence, tisto, kar prihaja, kar vsi tako z velikim veseljem govorimo, umetna inteligenca, etični vidik, na kakšen način, temu se ne moramo izogniti, ampak na kakšen način, s kakšnimi pravimi postopki, kriteriji, usposobiti tudi mentorje, učitelje, predavatelje, da bojo znali to uporabiti, pa hkrati, da bojo znali izkoristiti potem ta potencial, ki ga imamo. Tisto, kar je že večkrat rečeno, povezovanje s trgom dela. Bilo je že dopoldne v delavnici večkrat omenjeno, da ključno je povezovanje s trgom dela, kar višje šole se mi zdi zelo dobro živite. To povezovanje s trgom dela,
Pustimo, da imamo nekatere izzive še vedno, ampak vedno jih imamo, zato smo tudi tukaj, da jih tudi rešujemo. Ampak ključnost trga dela, gospodarstva je tukaj ključnega pomena za ta tudi naš del vseh programov. Pa zdaj naslavljamo lahko vajeništvo, naslavljamo v srednjem šolstvu PUT, naslavljamo v višjem šolstvu praktično izobraževanje, partnerstva in tako naprej. To so različni nivoji, ampak ključno je povezovanje z gospodarstvom. Vključenost vseh. Zavod za zaposlovanje je imel v ponedeljek eno tako svet partnerjev, kjer je javno povedal, da mi na letni ravni rabimo 40,000 priseljencev, da lahko zapolnimo vse možne kapacitete z uporabo umetne inteligence in zmanjšanjem in prilagajanjem, da se še vedno rabimo 40,000 drugih, ne glede to, ali nam je všeč ali nam ni všeč. Se pravi, tale del vključenosti in način je šolski del oziroma naš izobraževalni del tudi ključnega pomena, da znamo vedeti, kako in na kakšen način in seveda tisto, kar je tudi ključno, da znamo prepoznati privlačnost poklicnega. Zdaj, naš dijak Domen je tlele predstavljal odličnost v poklicnem izobraževanju skozi eno tekmovanje WorldSkills International, WorldSkills Europe v reskanju, ampak tudi to je, da vemo, da skozi poklicno izobraževanje lahko dobimo enega odličnega, usposobljenega v ozkem profilu zaposlenega, ki bo znal biti odličen. Tudi kolegica, ki je predstavljala podjetje, zjutraj je povedala, odličnost v posamezni stroki je tudi ključnega pomena. In nazadnje kakovost od uporabe podatkov, podatkovna podpora, kar se mi zdi, da na področju šolstva se mi zdi, da bolj šepa kot ne, da mislim, da nimamo ta pravih podatkov oziroma če sploh imamo podatke, zato da bi lahko na podatkih, na temelječih podatkih lahko uspešno odreagirali stvari. Imamo večkrat, delujemo na mnenja posameznikov, imamo pa premalo podatkov, moje osebno mnenje, da ne bo dileme. In pa seveda spremljanje potreb. Tisto, kar je želje, je seveda pogledati v prihodnost, pogledati, kakšne bojo potrebe čez 5 let, ker vemo, vsem proces izobraževanja traja, srednješolski 4 leta, višješolski 2 leti in prej, da se vse ta cikl obrne, smo že na koncu, kjer spet rabimo nekaj oziroma smo že dvakrat zamudili, ker rabimo nekaj drugega. No in to so vsi ta področja, ki jih vse te strategije naslavljajo in zahtevajo nekako na transformacijo poklicnega izobraževanja. Tisto, kar mi ocenjujemo, je, da je poklicno in strokovno izobraževanje eden izmed temeljev pomembnih stebrov izobraževanja nasploh. Mi imamo več kot 2/3 kadra, 2/3 šolajočih, ki so v sistemu izobraževanja, kar pomeni, da je odgovornost vseh nas še toliko več potrebna, zato da se zavedamo, da 2/3, ki bo kasneje šli na trg dela, so naša odgovornost na nek način. In da je kompetenčno zasnovano poklicno izobraževanje lahko odgovor na trenutne izzive in trende in sam to je, da je prilagoditev kurikula ena izmed temeljev za prihodnje rodove, pa je tukaj mogoče samo digitalizacija, eno izmed zeleni prehod, smo že govorili, kombinacijo obeh, pa sploh, da je nujno potrebna modernizacija pedagoških pristopov, ta na nek način, nažalost tudi starost naših predavateljev, učiteljev pove, da imamo nabor tistih, ki so se učili leta takrat in takrat, trenutno imamo nove generacije, ki potrebujejo drugačne pristope, drugačne načine in tudi to se moramo mi kot predavatelji oziroma tisti, ki delamo ta sistem, zavedati, da je to nujno potrebno. Na področju poklicnega šolstva pa moram priznati, da imamo zelo malo strokovnjakov, ki bi res znali dovolj kvalitetno razmišljati poklicno šolstvo sistemsko. Da ne govorimo posamezno šolo, ampak sistemsko. Za splošno izobraževanje imamo kar veliko strokovnjakov, za osnovno, za srednjo šolo, gimnazije, za poklicno pa ne toliko. In nažalost se ti strokovnjaki potem kar skozi ene in iste konference vrtijo in jih ne moremo dobiti tako nekako. Poudarek je vseživljenjsko učenje, kar seveda posegamo na celo vertikalo na nek način in pa seveda prilagodljivost in odzivnost sistema kot takega. In kaj mi na CPI-ju mislimo, da je odgovor? Ja, naš projekt, naš drugega. Naveden bo ta modernizacija skozi vidik višjega šolstva,
Drug projekt, ki ga bom samo omenil tukaj, je spodbujanje odličnosti, ki naslavlja odličnost v poklicnem izobraževanju, ki tudi naslavlja določene vidike promocije poklicnega strokovnega izobraževanja, ampak skozi modernizacijo, katerega večina od vas sodeluje tako ali drugače, je pa na nek način odgovor na tiste potrebe, ki sem jih na začetku namenil, pa mogoče tudi pol omenil, zakaj mi mislimo, da je to oziroma da je ta projekt popolnoma v luči, kar cilja projekt. Namen projekta je razvoj kompetenc, kar je bilo omenjeno že prej, s fokusom na digitalnem in zelenem, podpreti prilagodljivost, odpornost, odzivnost poklicnega izobraževanja in biti odziven na trge dela, okolja, na potrebe posameznika. Z doseganjem ciljev oziroma projekta bomo naredili prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja, poskušali razviti sodobne metode, didaktične metode poučevanja na področju poklicne pedagogike, ki nam je tudi nujno potrebna, in pa nadgraditi model sodelovanja z vsemi deležniki tako ali drugače. Rezultat projekta konkretno v tem primeru z vsemi podpornimi mehanizmi, z dokumenti, ki podpirajo vse to, je razvoj v tem trenutku 25 srednješolskih programov in pa 16 višješolskih študijskih programov. Sami temelji cilja projekta ne bom konkretiziral, ima 6 področji, večkrat se za to preglednico videli, slišali, brali, tudi prosojnice vam bojo potem na voljo, ampak cilji projekta so skozi različne aktivnosti podpreti šole s poklicno pedagogiko, razviti programe, razviti vse podporne inštrumente in nazadnje tudi promovirati vse tisto, kar mi naredimo. Ključ fokus je pa seveda prenoviti 16 višješolskih programov v sodelovanju z šolami, s predavatelji, z direktorji, zato da smo potem v fokusu, v trendu, če lahko tako rečem. Pa malo konkretnih stvari. Izhodišča so bila prenovljena letos, aprila na strokovnem svetu. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri zahtevni nalogi, kjer je najtežje skombinirati želje, zahteve različnih deležnikov, ampak strokovni svet je potem izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov sprejel na aprilski seji. Na osnovi tega so se formirale delovne skupine, ki pripravljajo prenove posameznih višješolskih programov. Na desni strani je pa navedeno, kaj je zdaj tisto, kar je najbolj pomembno iz teh izhodišč. Se pravi, fokusiranje je na kompetenčni razvoj študijskih programov in modularno zasnovost, podpora in uveljavitev odprtega kurikula, kar pomeni večji poudarek povezovanju lokalnim okoljem, povezovanju s trgom dela, prilagodljivost programov glede na nove izzive in tako naprej. To je večji poudarek. Vključevanje ključnih kompetenc. Prostoizbirni predmet, kot je bilo večkrat rečeno na posameznih strokovnih srečanjih, ni zaživel v taki meri, kot bi moral zaživeti v višješolskih programih, zato je bil ta ukinjen in pa spremenjena razmerja so med obveznim in izbirnim delom študijskega programa in pa sama metodologija za pripravo katalogov znanj je prenovljena oziroma posodobljena. Programi, ki so v prenovi, a to itak veste, ne, kjer se opravičujem. Tile so trenutno programi v prenovi, 16 teh programov je. Verjamem, da niso vsi, ki so, ti vsi naslednji še čakajo z novim programom, z novim projektom, da bojo še v nadaljevanju še vsi ostali prenovljeni. Cilj je vse te programe spraviti na strokovni svet v potrditev v marcu-aprilu leta 2026, za začetkom uvajanja leta 2027-2028 kot prvo študijsko leto. Trenutno mislim, da nam dobro kaže, kar se tiče razvoja tega programa. Zdaj ob tem nastaja tudi ogromno strokovnih gradiv za podporo, tukaj konkretno za podporo višješolskim programom. Vse te, sicer jih najbrž ne morete
težko so berljivi, spodaj kaj piše, ampak vse imajo QR kode zadaj, tako da se da te dokumente tudi dobiti na spletni strani. Nahajajo se pa tudi na naši spletni strani modernizacija podgradiva, so vsa ta gradiva navedena. Ključno je, da imamo smernice za recimo konkretno učevanje, izvajanje odprtega kurikula v programih, za vključevanje ključnih kompetenc, za izvajanje kompetenčno ravnanega višjega šolskega študijskega programa, za odprti kurikul in tako naprej in tako naprej. Tako da te dokumente, smernice, usmeritve najdete v naši knjižnici. Časovnica, ostane nam samo še, kot je bilo danes zjutraj že rečeno, pol leta dela na projektu, do junija 2026 se projekt konča. Nekatere aktivnosti so še v izvajanju, v teku, kot sem rekel, zaključek višješolskih programov, vse smernice, ki so, morajo biti še tudi na strokovnih organih potrjene, sprejete in bojo objavljene, zagotovo vas bomo informirali vse v rokih, ki so z naše strani, pa tudi vi sodelujete zraven, tako da tudi ne bi šel zdaj specificirati, katere vse aktivnosti so tukaj zraven navedene in potrebne v samem projektu in za potrebe višjih šolskih programov. In kot že večkrat omenjeno, tukaj so vsa gradiva, ki so nastala znotraj projekta modernizacija, naslavljajo celotno vertikalo, srednješolsko polje in pa višješolsko polje, in vsa gradiva so tudi dostopna in jih lahko uporabite pri vašem delu. Tisto, kar je pa ključno, seveda je pa, eno je gradiva, ki bojo nastala ali pa so nastala, super gradiva, imajo vse embleme, značke, še tako rečem, lepe besede noter zapisane z uvodom, s konkretnom, z zaključki in tako naprej, ampak če ta gradiva nekako ne zaživijo v praksi, potem tudi ta gradiva ostanejo samo, že na modernizaciji sem rekel, ostanejo tam, kjer moramo mi nekomu poročati, ali najprej našemu financerju, ministrstvu, potem mi v Evropi naprej, gradiva so super in tako naprej, če jih ne bomo implementirali. Če to ne bo ostalo, če bo to ostalo na ravni dokumentov, če ne bo se nek premik zgodil v predavalnici, v učilnici, na učnem mestu, ali to podjetju ali v MIC-u, potem to ne bo živelo. Potem je to lahko še vedno samo en lep dokument, s katerim se bomo lepo pohvalili in tako naprej. V tem segmentu res pričakujem v nadaljevanju implementacijo in sodelovanje vseh deležnikov. To je ključno od ministrstva, višjih šol, ustreznih javnih zavodov in pa seveda CPI kot nosilnega, če lahko tako rečem, to odgovornost za prenos tega, kar smo skupaj naredili. Praktično tisto, kar pa bi želel naslavljati, je pa tukaj pa vodstvo, vi kot direktorji, kot ravnatelji, pa igrate ključno vlogo. Vi ste poleg vratarja edini, ki ima ključe od institucije, ki odpre vrata eni novosti ali pa zapre vrata. In tukaj praktično vas spodbujam, da odpirate vrata tem novostim, inovacijam, zato da te živijo in podpirate zaposlene, da to naredijo. Ker sem to lahko koristi nam vsem, da imamo potem inovativne mlade, ki bojo znali delati v takih uspešnih podjetjih, kot je bilo danes že rečeno. Zato pričakujem in čakam in zahtevam, da je prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja odgovornost nas vseh, ne samo ministrstva, ne samo CPI-ja, ampak ne samo skupnosti, ampak ostalih javnih zavodov, ampak tudi vas kot šol na tej poti. Hvala. Hvala lepa. Skupnost višjih strokovnih šol sicer dobro sodeluje s Centrom poklicnega izobraževanja v okviru projekta IEZ3. Zato bodo naslednji mesec izpeljali izobraževanje z področja notranje presoje kakovosti, januarja pa s področja pedagoško-andragoškega spopolnjevanja. Torej vabljeni že zdaj, da se udeležite, kot pedagoški delavci dobro poznate pomen vseživljenjskega usposabljanja, tudi karierne orientacije in o tej bo danes govorila magistrica Katja Dovžak, sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Izvolite. A me vidite ali moram stopiti na pručko? Me boste slišali ali boljš, da grem tako? Boljše gor? Ja?
Dobro. Zdaj nam padla. Ime. Ja, evo, poglejte, kako sem zrasla. Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, še enkrat lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dogovorili smo se in to je tudi moja naloga danes, da se nekako sprehodim skozi trenutne aktivnosti in prihajajoče aktivnosti na področju vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju. Na ministrstvu pripravljamo javni razpis Vseživljenjska karierna orientacija v višjem strokovnem izobraževanju, ki naj bi se pričel nekje prihodnje leto in trajal do leta 2029. Dejavnost vseživljenjske karierne orientacije je zaradi spreminjajočih se potreb in razmer na trgu dela, pa tudi zaradi sprememb in raznoterih možnosti na izobraževalnem polju, tudi vezano na mikrodokazila, izpopolnjevanja in podobno, čedalje bolj pomembna in potrebna naloga. Osnovna naloga svetovalnega delavca v okviru vseživljenjske karierne orientacije je, da informira in svetuje študentom v času študija in s tem tudi pomembno prispeva k temu, da študentje uspešno zaključijo začeto izobraževanje. Saj se študentje, kot veste sami, znajdejo v procesu izobraževanja v mnogoterih in zelo različnih situacijah. Poleg tega pa imate opravka tudi s študenti, ki imajo posebne potrebe oziroma pripadajo različnim skupinam in jim je potrebno seveda nameniti posebne, specialne, posebne pozornosti, posebno obravnavo. Na drugi strani pa seveda odigrava vseživljenjska karierna orientacija tudi pomembno vlogo pri načrtovanju kariernih ciljev študenta in pri izvajanju različnih aktivnosti z delodajalci v lokalnem okolju. Danes seveda smo se seznanili z morebiti še z enim izzivom in sicer prepoznavanjem talentov, ki bi jih tudi lahko uvrstili med aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Trenutno stanje na tem področju v višjem strokovnem izobraževanju moramo pred pripravo javnega razpisa zelo dobro poznati in tudi analizirati. Ugotavljamo namreč, da področje vseživljenjske karierne orientacije ni dovolj jasno umeščeno v Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, kar ima za posledico na eni strani pomanjkanje sredstev in tudi to, da se višje strokovne šole seveda organizirate vsaka drugače, vsaka po svoje. Enako velja za javne višje šole, za višje šole s koncesijo in seveda podobne izzive navsezadnje imajo tudi zasebne višje šole. Svetovanje, kot vemo, izvajajo v višjih strokovnih šolah strokovni delavci, po večini so to predavatelji, tudi predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva in drugi zaposleni na višji šoli. Tudi na tem področju seveda se vsaka višja šola organizira po najboljših možnostih in na svoj način. Do sedaj področja nismo imeli umeščenega v osnovno dejavnost dveh javnih razvojnih zavodov v slovenskem prostoru, niti v osnovno dejavnost Centra za poklicno izobraževanje, niti Andragoškega centra Slovenije. Ker pa vemo, da ima zlasti Andragoški center zelo bogate izkušnje na tem področju, bomo ta know-how v prihodnje tudi primerno izkoristili. Navkljub vsemu navedenemu stanju pa morajo višje strokovne šole tudi odgovarjati NAKVIS-u,
saj morajo zadostiti zahtevam NAKVIS-a v okviru meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Med drugim presojajo le-ti razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov in še kaj. Ko pripravljamo ta javni razpis, smo se seveda tudi sprehodili skozi statistiko. Statistika vedno prav pride. Danes smo slišali našo gospo direktorico, ki se je pohvalila, da imamo v zadnjih letih več vpisa v višje strokovne šole, ampak ne zgolj to. Če pogledamo izobrazbeno strukturo prebivalstva v Republiki Sloveniji, ki je starejše od 15 let, vidimo, da smo leta 2020 imeli višješolsko izobraženih 5,38% prebivalcev v tej kategoriji, leta 2024 pa že 5,6% vseh prebivalcev starejših od 15 let. Mislim, da so ti podatki za naše področje kar spodbudni. Pa poglejmo še en podatek. Pogledali smo podatke SURS-a, ki govorijo o delovno aktivnih prebivalcih glede na stopnjo izobrazbe. Leta 2020 je bilo z višješolsko izobrazbo delovno aktivnega prebivalstva 15,50%, leta 2024 pa že 17,60% od vseh delovno aktivnih prebivalcev. Kaj lahko ugotovimo? Ugotovimo lahko, da se je število delovno aktivnih prebivalcev z višješolsko izobrazbo glede na ostale izobrazbene ravni v 5-letnem obdobju najbolj povečalo. To je zelena črta v grafu. To je za naše prihodnje delo, bom rekla, kar pomembno in je potrebno te podatke tudi primerno uporabiti. Zdaj pa, ker nimam veliko časa, pa malo naprej o javnem razpisu. Povem to, da javni razpis je v pripravi in vse, kar bom povedala v nadaljevanju, torej upoštevate s to informacijo, obenem pa velika zahvala Skupnosti višjih strokovnih šol, ki smo pri pripravi zamisli tega javnega razpisa opravili veliko skupnih razmislekov. Za potrebe tega javnega razpisa imamo na voljo 1,500,000 evrov. Cilj pa je oblikovati predlog za sistemsko ureditev vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju ter razviti in dopolniti gradiva in orodja v podporo izvajanju. Gradiva, ki bodo v pomoč tako študentom na eni strani, kot tudi svetovalcem oziroma strokovnim delavcem. Ciljna skupina tega javnega razpisa so študenti višjega strokovnega izobraževanja in zaposleni na višjih strokovnih šolah. Ko smo načrtovali aktivnosti, smo v predmet javnega razpisa umestili sistemsko pripravo področja VKO, ki naj bi vključevala na eni strani pripravo potrebnih analiz, smernic za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije, smernic za delo s študenti s posebnimi potrebi, tudi izhodišča in nastavke za metodologijo za morebitno ureditev financiranja v prihodnosti, temeljni in tudi nadaljevalni program usposabljanja izvajalcev te dejavnosti, tudi model spremljanja, česar še nimamo. Želimo tudi izvesti določene pilote v skladu z razpoložljivimi sredstvi in po zaključku seveda opraviti tudi zaključno konferenco. Pomemben del predmeta javnega razpisa je nadgraditev in dopolnitev obstoječih gradiv z tega področja, zlasti IKT podpore in podobnega. Ta javni razpis, kot sem povedala, naj bi trajal do leta 2029.
Okvirni stroški zaenkrat so seveda stroški plač in ostala povračila, ki so vezana na delo, stroški zunanjih sodelavcev, od pogodb zunanjih izvajalcev na podlagi računov do avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in tako naprej. Stroški informiranja in tudi trenutno načrtujemo 20% stroškov kot pavšalno stopnjo od neposrednih stroškov osebja. Upravičenci pa so lahko torej vsi, torej ste lahko tako javne kot zasebne šole. Načrtujemo en konzorcij, ki bi izvajal aktivnosti za potrebe celotne Slovenije, tako vzhoda in zahoda. Prijavitelj in ostali konzorcijski partnerji pa so srednješolski centri, ki imajo organizacijsko enoto višjo strokovno šolo, javne in zasebne višje šole, skupnost na področju višjega strokovnega izobraževanja, obvezna konzorcija, ki ju pa potrebujemo zaradi dosedanjega znanja in vedenja in tudi, ker razvojno podpira ta sistem, sta Andragoški center Slovenije in Center za poklicno izobraževanje. Toliko z moje strani. Vkolikor je kakšno vprašanje, bom poskušala na to odgovoriti, sicer pa boste sproti obveščeni o vsem delu, ki bo potekalo na tem področju. Prav lepa hvala. Hvala lepa. In če slučajno še niste prijavljeni na e-novičnik skupnosti višjih strokovnih šol, vas povabim, da se prijavite, ker boste tako na tedenski ravni približno obveščeni o številnih projektih, dogodkih, ki se odvijajo v vašem okolju, in nekaj od teh bo zdaj predstavil Žan Dapčevič, podpredsednik upravnega odbora skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije. Tako, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot je povedala Špela, dobite enkrat tedensko zaslonsko sliko obrazov sestankov, včasih bolj veselih, včasih začudenih pogledov, ker namreč spregovorili bi o najbolj aktualnem projektu, ki trenutno poteka v okviru NOO-ja projekta, torej razvoj evidence 2.0. Večina višjih strokovnih šol že danes uporablja programsko opremo evidenca in verjamem, da vsi nestrpno pričakujemo tudi korenito nadgradnjo. Zato bi danes namenil večino časa te predstavitve prav evidenci, da vam predstavim, kaj so pravzaprav ključne novosti, ki prihajajo, in tudi kaj so naslednji koraki, ki jih moramo storiti. Ključna novost je seveda to, da ohranjamo dobro zasnovo in uporabniško izkušnjo sistema evidenca 1.0. Skozi 30 let delovanja višjega strokovnega šolstva se je tudi ta program sproti vsebinsko dograjeval in ima zelo dobro in zdravo vsebinsko osnovo. Seveda pa ga je potrebno tudi tehnično nadgraditi in z evidenco 2.0 prehajamo v oblačno storitev, torej v spletno aplikacijo, ki bo skladna z najvišjimi standardi varovanja osebnih podatkov in pa seveda tudi revizijsko sledijo. Tako da kot šole pravzaprav prehajamo oziroma prenašamo odgovornost za varstvo teh osebnih podatkov predvsem na vzdrževalca in pa tistega, ki bo skrbel za nadgradnjo sistema. Potem ključna novost bo tudi to, da bo zagotovljena SIPAS prijava. Ugotovili smo skozi analizo, da šole uporabljamo različne informacijske sisteme, od Arnesovih AI računov, Microsoftovih računov, Google računov. Hkrati pa želimo voditi tudi določene upravne postopke v novi programski opremi, za kar je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo za digitalni podpis ali pa e-osebna izkaznica, in zato je pravzaprav maska SIPAS, ki je danes nam že zelo blizu, preko sistema EVŠ, tista prava za
prijava. Torej, ključna novost je ta, da želimo zagotoviti brezpapirno poslovanje višje strokovne šole in pa seveda narediti sistem dovolj odprt, da lahko omogočimo masovne uvoze podatkov višje šolske prijavne službe, pa tudi različne masovne izvoze za raznolike statistične obdelave, kadrovske podatke in tako naprej. Ključno je tudi, da bo sistem povezljiv z drugimi sistemi oziroma informacijskimi sistemi, predvsem imamo tukaj v mislih učne portale, kot sta Moodle ali pa Microsoft Teams, pa tudi nekako v bodoče globlje še povezovanje z EVŠ-jem ter CEOVIZ-om za sinhronizacijo podatkov. Ponovno ugotavljamo, da imamo šole zelo raznolike tudi druge informacijske sisteme, računovodske programe, kadrovske evidence in tako naprej, zato je ideja, da pravzaprav zagotovimo tudi povezljivost in možnost povezovanja z drugimi informacijskimi sistemi preko nekega standarda, ki je splošno razširjen za povezovanje. Nadalje govorimo o integriranem dokumentnem sistemu z certificiranim arhivom. Kot veste, šole razpolagamo z arhivsko, pa tudi trajno dokumentacijo in ideja je, da to vse tudi imamo digitalizirano oziroma v digitalni obliki, tako da resnično rabimo nič več tiskati. Potem naprej, kot veste, tudi postopamo v različnih upravnih postopkih, izdajamo pozive, odločbe, sklepe, pritožbe, zavrnitve in tako naprej. In je nekako ideja, da skozi nov program Evidenca 2.0 zagotovimo tudi strokovno vodenje teh upravnih postopkov in pa nekako opozarjanje, da je postopek izveden pravilno. Kot novost je tudi uvedeno oziroma bo uvedeno vodenje praktičnega izobraževanja v evidenci. Podrobneje, kot veste, trenutna evidenca omogoča le navedbo delodajalca, nova evidenca pa pravzaprav bo lahko spremljala celotno izvedbo prakse v podjetjih, vnos ocen, poročil, evidence delodajalcev z vsemi obveznimi podatki, ki jih potrebujemo za pogodbe, različnih sporazumov, ki jih potrebujemo za postopke vpisa v razvid in tako naprej. Potem imamo tukaj kadrovsko evidenco strokovnih delavcev, ki jo želimo razširiti predvsem z možnostjo priprave in izpisa dokumentacije za imenovanje v naziv in pa za ponovno imenovanje v naziv in seveda tudi potem nadaljnje povezovanje z Komisijo za akreditacijo za elektronsko izmenjavo teh podatkov. Torej ne želimo, prehajamo iz nekako četrtkovega druženja na hodnikih ministrstva v elektronsko izmenjavo podatkov in to je dobra osnova, da to tudi storimo. Zagotoviti želimo tudi nekako masovni vnos študijskih programov z katalogi znanj iz baze CPI-ja oziroma spletne strani CPI-ja, tako da pravzaprav vsi atributi, ki so trenutno že objavljeni na spletni strani CPI-ja, bodo vnešeni skupaj s katalogi znanj in učnimi izidi posameznih študijskih programov, predlogi načinov ocenjevanja, ki jih potem lahko šole v okviru izvedbenih kurikulov prilagajate, izbirnostjo, ki lahko prilagajate, odprtih kurikulov, ki jih lahko vnašate in tako naprej. Potem je tukaj predviden seveda tudi portal, ki ne bo dostopen samo referentom pa ravnateljem, predvsem pa bo namenjen tudi študentom, tako da študenti lahko elektronsko poslujejo z referatom šole, opravijo elektronski vpis, če so naredili elektronsko prijavo, je dobro, da je omogočimo tudi elektronski vpis in si potem seveda tudi s tekom študija samodejno generirajo določene listine ali pa zaprosijo oziroma oddajo vloge za raznolike upravne postopke tekom upravljanja študija. Na drugi strani tudi za strokovne delavce. Kot veste, strokovni delavci trenutno ne vnašajo ocen v obstoječi sistem evidenca. Ideja je, da jim naredimo tudi dostop z portalom, kjer potem lahko vnašajo za svoje predmete oziroma vodijo elektronsko redovalnico, vnašajo ocene izpitnih rokov, oddaja svojo dokumentacijo za imenovanje v naziv, generira raznolika poročila, statistično obdelave in tako naprej. Naslednja točka je anonimno izvajanje anketiranja. Torej imamo izziv, da na eni strani želimo anonimnost anket, na drugi strani želimo tudi zagotovitev, da anketo izpolni nekdo le enkrat, tako da nekako z prijavo na izpit je tukaj predvideno, da poenotimo tole izvajanje anketiranja, ki bi se zgodilo ob določenih trenutkih tekom študentovega študija. In pa raznoliko generiranje pogodb, torej pogodbe o delu, praksi, sodelovanju in tako naprej, ki
ki je zdaj tudi že omogočena v obstoječi evidenci, je ideja, da se tukaj poenoti in gre nekako naprej. In to je dejansko prijavna maska, ki danes že obstaja. V fazi projekta trenutno smo, kjer aplikacijo testiramo in izboljšujemo njene funkcionalnosti. Tako da je nekako tukaj naloga skupnosti predvsem v tem, da sodelujemo z naročnikom, to je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ter razvijalci, da pridemo nekako do tiste uporabniške izkušnje in pa vsebine, ki jo potrebujemo. Tako da sestanki potekajo predvidoma na tedenski ravni z ožjo skupino razvijalcev in skupnosti, potem pa še ena delovna skupina z referenti se je zdaj vključila za potrebe testiranja same aplikacije. Vključeni so tudi IT službe pilotnih 4 šol, zato da zagotovimo nekako nek skupni imenovalec glede prenosa podatkov in tako naprej. Tako da aktivnosti oziroma naloge skupnosti, ki nas še čakajo, je predvsem na koncu tudi izdelava promocijskega priročnika za uporabo aplikacije, pa potem tudi izvedba promocijskih aktivnosti za večjo prepoznavnost in pa seveda tako imenovani onboarding evidence. Kot rečeno, trenutno smo v fazi projekta, kjer nekako preverjamo testno verzijo razvite aplikacije. Kar nekaj stvari je še treba postoriti, da bo pripravljena za produkcijsko verzijo in nekako računamo, da se bo to zgodilo pomladi 2026. Zdaj, kar se tiče samega razvoja programa oziroma projekta razvoja aplikacije Evidenca 2.0, aktivnosti potekajo do konca maja 2026. Hkrati pa seveda moramo tudi nekako razmisliti in pa zagotoviti, da bo produkcija same evidence delovala. Zdaj za program bo razvit, zato je pomembno, da se odločimo, kje bomo gostovali, kdo bo to vzdrževal in kdo bo tudi to nadgrajeval. Zato je v bistvu v preteklem tednu tudi upravni odbor sprejel sklep, da v okviru skupnosti višjih strokovnih šol naredimo poziv najprej višjim strokovnim šolam, da izrazite interes in pa potem tudi izvede javni poziv oziroma naročilo za izbor izvajalca, ki bo dobil status vzdrževalca in tistega, ki bo skrbel za letne nadgradnje in skrbel za to, da pravzaprav skladnost z varovanjem osebnih podatkov poteka na strani vzdrževalca. Zdaj, ocena takšnega stroška nekje bo 180 evrov na posamezno šolo na mesec. Vključevalo bo gostovanje, arhiviranje, nadgradnje, določeno število ur tudi podpore in skupnost bo tukaj imela vlogo predvsem skrbnika, torej izvedbe tega poziva in pa potem tudi skrbnika pogodbe. Tako da nekako v tem mesecu oziroma v začetku decembra je predvideno informativni dan, kjer se bo predstavila sama programska oprema, dobili boste vabilo. Jaz svetujem oziroma predlagam, da v to povabilo vključite tudi vaše direktorje, tisti, ki ste v šolskih centrih, ker bi do 15. decembra potem zbrali zavezujoče prijave strani šol za produkcijo te evidence 2.0 na posameznih šolah. Ideja je, da skupno javno naročilo izvedemo nekje do konca februarja in v marcu 2026 dejansko pričnemo z njeno implementacijo. Tako da to. To je, kar se tiče evidence 2.0. Jaz bom seveda na voljo še za vprašanja, ampak mislim, da je najbolj pomembno to, da zdaj imate to časovnico v uvidu. Zdaj pa vidim, da eno vprašanje se je že pojavilo, pa Mateja, ker izvolite. Sam strošek na mesec vezan na število študentov ali v bistvu pavšal? Zelo dobro vprašanje. Torej, ideja v bistvu je, da seveda šole smo si zelo raznolike po velikosti, ne, in zdaj na drugi strani stroškovnik za gostovanje pa v bistvu deluje po dveh faktorjih, ne. Eno je obseg prostora, ki ga nekdo zakupi, kar je neposredno povezano s številom študentov, ne. Več študentov, ko imaš več prostora, potrebuješ za gostovanje. Drugo je pa tudi podporo, ki jo nekdo rabi tehnično, ne. To pa ni povezano toliko z številom študentov, koliko je povezano z, bom rekel, digitalno razvitostjo posamezne višje strokovne šole, ali ima IT podporo že na sami šoli, ali rabi dejansko zunanjega izvajalca. Tako da ideja je, da torej ja, en del seveda poteka pravzaprav glede na velikost šole, ne, torej manjše šole
bo ta podpora oziroma ta strošek nižji, ne, za večje šole bo ta strošek nekoliko večji, ne, ampak zdaj ne govorimo tukaj o faktorjih, govorimo o procentih, ne, tako da mislim, da je to. No. Zdaj, kar se tiče pa samih dogodkov v letu 2026, pa nas takoj po novem letu oziroma v 3. tednu januarja čaka 15. konferenca o kakovosti. Letos jo gosti Ekonomska šola v Celju, višja strokovna šola. V marcu 2026 bo potekalo srečanje referentov, predvidevam, da bo tema zelo obarvana z novo evidenco. Gosti Biotehniški center Naklo, višja strokovna šola. V marcu prav tako sledi 26. skupščina višjih strokovnih šol oziroma skupnosti višjih strokovnih šol. Tokrat gre za volilno skupščino, volitve potekajo v upravni odbor in pa tudi za mesto predsednika. Potekala bo na Vranskem, nekako v skoraj geografskem središču Slovenije, ter na to še junija Golte, tradicionalno srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol, ter naslednjo leto ob skoraj tem datumu poteka 30-letnica višjega strokovnega izobraževanja. Programski obrok je že aktiviran, veliko priprav že poteka na to temo, tako da verjamem, da bo to en odličen dogodek, da vsem deležnikom predstavimo višje strokovno izobraževanje v najboljši luči. Tako, zdaj pa bi mogoče še pustil prostor za kakšno vprašanje, če se je pojavilo, če ne pa potem individualno. Izvolite. Časovnica za evidenco 2.0 se mi zdi kar ambiciozna, zanima me, koliko je realna. Zdaj, realno je predvsem odvisnost realnosti od nas, ne. Zdaj, jaz mislim, da glede na to, da smo znali zelo hitro ukrepati in ustrezno ukrepati ob zadnjem, bom rekel, poizvedovanju v inšpekcijskem nadzoru informacijske pooblaščenke, mislim, da bomo znali zelo hitro ukrepati, ne. Vemo, kaj so tveganja obstoječe evidence, ne. Vemo, da tega tveganja na šole ne želimo prevzemati, ne, da tako kot za drugo programsko opremo želimo, da za to skrbi nek vzdrževalec oziroma pri tistem, ki to opremo najemamo. Želimo si, da je ta strošek čim nižji, ne, zato smo tudi, jaz mislim, izjemno hvaležni, da smo uspeli ta razvoj aplikacije na ključ dobiti skozi javna sredstva, ne, oziroma sredstva načrta za okrevanje in odpornost. In mislim, da je tukaj v našem skupnem interesu, no, da to zadevo res v nekem realnem času izvedemo, ne, kot je tukaj predvideno. Časa pa res ni veliko, glede na to, da pravzaprav so mi še novoletni prazniki. Ne. Ja. Okay, izvolite, Igor. Koliko je pa še možnosti potem za upoštevanje želja končnih uporabnikov, ko bo ta program oziroma evidenca kot predstavljena, bom to rekel. Ja. Nekatere stvari si mogoče malo drugače mi predstavljamo, kot je mogoče bodo tukaj povedali. Zdaj, v bistvu v samo testiranje in pa tudi nekak feedback z uporabniki smo izbrali 4 šole, ki so si med seboj blazno različne, ne. Ne samo po številu programov, ki jih izvajajo, ampak tudi kompleksnosti te izvedbe pa število študentov, ne. In nek šolski center, ki ima tudi skoraj 1000 študentov, pa mogoče 10-15 študijskih programov, ima verjetno čisto neke druge zahteve, kot jo ima neka manjša višja strokovna šola z enim ali pa 2 programoma, ne, in pa hkrati na drugi strani, ne vem, nekdo, ki izvaja izključno izredni študij ali nekdo, ki izvaja izključno izredni študij, ne. In v bistvu je razvoj same aplikacije poteka, bom rekel, ta skupni del je zelo enostaven, ne, ampak pojav je hudiče v podrobnostih, ne, kot pravijo, ne, torej v atipičnosti, ne, atipičnosti študenta, šole, strokovnega delavca, ne, in za te atipičnosti res moramo poskrbeti, da imamo vse pokrito, ne. Zdaj, in tukaj smo zdaj našli njene skupne imenovalce, ki bi morali zagotoviti delovanje, ne, aplikacije za vse, ne. Če bodo pa kakršnekoli še dodatne želje, ne, pa potem možno, ne, da to naredimo bodisi v okviru te pogodbe za vzdrževanje, ki bi imela določen število fontur za nadgradnje. Če bo to interes večine šol, bomo v to šli vsi. Če pa bo to interes posamezne šole, pa lahko tudi sama potem šola z izvajalcem oziroma izvajalcem to nadgrajuje, ne. Tako da
Tako da nekako bi imeli tak en sistem, mislim, da je tudi v obstoječi evidenci bilo nekaj podobnega, ne. Torej ena šola je običajno izrazila neko potrebo, se je pogledala ta potreba tudi drugje, prišla je nadgradnja in potem so šole to bodisi uporabljale ali pa tudi ne. Okay. Še kakšno vprašanje? Mogoče ne direktno s tem povezano, ampak zadnjič je bil nek dopis skupnosti glede informative in pa dnevo univerz. Verjetno bomo samo na informativi, ne? Ja, skupnost bo na informativi, tako s festivala univerz nismo dobili odgovora, koliko lahko gostujemo na njihovem dogodku. Hvala. Super, ok. Potem pa hvala lepa za posluh in se vidimo ob naslednji pavzi.